Gledalke in gledalci, tokrat v naši družbi Dominik Bagola Baladero. Pozdravljen. Pozdrav tudi tebi in vsem gledalkam in gledalcem. Veseli smo z naših krajev. Dominik Bagola Baladero, poznamo te, pravzaprav v teh krajih te poznamo že od začetkov. Ja, jaz sem z Goričkova, ne. Tako. Upam, da me ljudje poznajo, oziroma lepo, da me poznate. Zdaj, tvoje umetniško ime, Dominik Bagola aka Baladero, pravzaprav daje asociacijo na balado, ampak to ni balada. Mislim, tvoj stil ni baladni. Pravzaprav, če pogledava vse tvoje skladbe, ena izmed najbolj znanih, ki so še danes zelo vrti po radijskih postajah in druge, je recimo Zlati časi, ki je zelo pozitivna. Ja, no, jaz sem sicer vedno nekje vmes med svetlim, pa imam vedno malo sence zraven. Ampak če smo že pri sencah pa esencah balade, so bile na začetku. Moja prva plošča Club Deuce sem jo začel delati za klavirjem. Tudi posnel sem jo tako, da sem najprej posnel, ne vem, v enem dnevu vse parte klavirja za prvo ploščo in takrat niti še nisem imel imena. Ne. Imel sem samo dovolj denarja, da sem si lahko privoščil tisto prvo studijsko snemanje, to se je vse nadaljevalo. In pač, ko sem gradil prvi album, je bil malo bolj baladen, čeprav še vedno s temi rockerskimi primesmi, ker jaz sem bil tudi bobnar, oziroma sem tudi bobnar, pa deloval v bolj rockerskih skupinah. In nekako sta se me ta dva pola držala, ampak ime sem si pa v tistem času dal, ne, in so bile pač takrat pretežno klavirske balade, pa se mi je zdelo, enkrat sem zapisal Baladero, pa je bilo z enim L, pa sem potem razmišljal, ok, zdaj pa to naredimo malo bolj mednarodno. Pa sem dal dva L-ja. Pa se mi je zdelo prav vred in je ostalo. Ta pot je zelo zanimiva. Najprej od bobnov, potem do klavirja in potem še vokal. Ja, pravzaprav oboje razumem, ampak vokal je kar nastal. Ja, v bistvu, če sem za klavirjem zdaj že precej zrel, ne, se pravi 35 let igram klavir, bobni, mislim, da so tam ene četrt stoletja z mano, ne, tam prehajam v obdobje zrelosti, potem sem vokalno še pubertetnik, ker sem v bistvu zelo pozno začel zares pet in mislim, da je bilo tam okoli 25. 26. leta. In ko sem začel snovati to svojo prvo ploščo. Ampak ja, ni bilo vse skupaj nekako, ne vem, načrtovano že v zgodnjem otroštvu. Jaz sem takrat zapisal, ko sem bil otrok, pač sem bil navdušen nad klavirji in to sem še zmeraj. Med drugim imam tako življenjsko zgodbo, zanimivo, čakali smo pianino 2 leti, pa nam je potem, ko smo ga končno pričakali, pač padel iz prikolice. Zato bi te potegnil, ker to zgodbo poznam, ko je oče peljal domov pianino. No, ampak te nenadni zasuki, ovinki, poti, niti ne neka preračunljivost, ne, so pri meni precej stalnica, tako da poskušam spontano nekako iti skozi življenje. Ja, očitno pa je bilo v meni, ne, to, da sem mogel tudi ta svoj glas in te zgodbe spraviti ven. Katero skladbo bova izbrala kot prvo? Zlate čase? Pa dajva, če se jo že omenila, ja. Ok. Kje so tisti obrazi na ulici, ki nekdaj so bili vedri, veseli, kam so le šli? Tu so tisti obrazi zgubani, raji zaprti, obljubljeni, vsi iščemo pot in luč v temi. Zlati časi pridejo počasi, v zlati čaši lesk odleče hitreje, kot se zdi. Zlati časi, ko bil prvi si na vasi. Zlati časi, zdaj jih vidiš, zdaj jih ni. Besede blede od ust do ust, da imajo puklo čez ves ta hrup. Utišaj obup, razbij svoj kalup.
Kje so tisti časi pozabljeni, veselje v čaši napolnjeni, zdaj čas je denar. Če mlad si ali star, zlati časi pridejo počasi. V zlati čaši lesk odteče hitreje, kot se zdi. Zlati časi, ko bil prvi si na vasi. Zlati časi, zdaj jih vidiš, zdaj jih ni. In to so tisti, ki ugrabljajo na misli. Vsi smo isti, le še statisti. In kdo so tisti, ki ugrabljajo na misli? Vsi smo isti, le še statisti. To so bili zlati časi, ki pridejo počasi, ampak, glej, sam si rekel malo prej, da si pravzaprav, kar se petja tiče, še najstnik, zlati časi pridejo počasi. Ja, res je. No, ne, zdaj, tudi v petju imam zdaj že dovolj kilometrine, da pač sem na ta način tudi dovolj samozavesten in mi res paše, da ne bo kdo to narobe razumel, bila je šala. Ampak ja, pač zlati časi, skladba kot taka, ne. Mislim, da v življenju moraš biti za vse, moraš imeti neko mero potrpežljivosti, ker se ne zgodi vse kar takoj, ne. Včasih se celo kakšne stvari zgodijo takrat, ko jih najmanj pričakuješ, mogoče celo po kakih obdobjih, ko se ti zdi, zdaj se mi pa res več ne da, pač pustiš vse, mogoče pravijo, da dosti ljudi v bistvu zgreši točko nekega uspeha zaradi tega, ker obupajo prav na točki, za katero bi sledil pač uspeh. Tako da jaz mogoče imam eno dobro kvaliteto in sicer sem nad vse potrpežljiv človek v bistvu za ene stvari. Čeprav me veliko stvari zanima, sem spontan, ampak znam pa čakati, pač če je treba tudi zelo dolgo. Kar se tudi pozna v glasbi, kajti tvoja glasba, če jo malce analizirava, je ena zelo, zelo zanimiva mešanica. Pravzaprav je tvoja, čisto tvoja. Ne bi mogel reči, da je samo en vpliv, ampak vplivov je več. In ravno ta mešanica se mi zdi nekaj najbolj posebnega. Ja. Ni indie pop, ni Riemann, ampak je Dominik Bagola. Ja, ne vem, je Goričko, so vsi moji vplivi sicer, ki so bili skozi življenje, ampak ja, ta samoopredelitev oziroma predalčkanje glasbe, včasih je res težava, ne, tudi s težavo včasih opišem, kaj vse je moja glasba, ne. Itak mislim, da se glasba ločuje na dva pola, dobra pa slaba, jaz mislim, da sem v tistem dobrem delu, vsekakor pa kot avtor pač poskušam ohranjati avtentičnost. Mogoče je to moja posebnost, saj je tudi nekaj drugih tovrstnih avtorjev, ampak niso vsi pevci tudi avtorji, itd. Niso tudi vsi instrumentalisti pevci avtorji, jaz sem pač avtor svojih skladb, tako da mogoče se kdaj zgodi, da me sodelovanje s kakim producentom odpelje malo stran od svojega bistva, pa tudi že kdaj sem si dal na uho kaj prišepniti, kar mi je bilo potem kasneje malo žal, ampak res
sem dovolj trmast kot avtor pa kot osebnost, da nekako se držim tega svojega izraza, no, če bi temu tako lahko rekel. Je pa res, da no, vsaj vabim tudi gledalke pa gledalce, tudi tebe, no, da mi pomagate pri tem, kako zdaj definirati to, ne, baladero. Jaz mislim, da mi je celo z naslovom novega albuma, ki se mi zdi, da je najboljši doslej, malo to uspelo, kaj sem. Do tega bova še prišla, do naslova, kajti naslov je zelo kontradiktoren, ja. Če ga malce razdelava. Ampak prva skladba mi je namreč najbolj padla v oči in ušesa. Poznamo jo že približno 1 leto. Marelice. Marelice, ja. Marelice. Ja, Marelice se v bistvu poznamo že malo dlje časa, ampak so bile najprej v eni drugi podobi, ne. Marelice so posebna skladba, tudi ena od skladb, ki je mogoče mene malo premaknila tudi v smislu tega pisanja, ne. Mislim, da sem prej dejansko pisal malo bolj, čeprav sem vedno bil malo bolj en kolega mi je rekel, da moje skladbe niso na prvo žogo, niti na drugo, ne, ampak so na tretjo žogo, ne. Tako da Marelice so se mi zdele mogoče skladba, ki me je najbolj premaknila v malo bolj ta pozitiven aspekt. Zlati časi so še vedno zelo družbeno kritična skladba, ampak imajo pa to motivacijo, ok, gremo naprej. Marelice so pa taka uživaška skladba. To je skladba, na kateri sem se jaz tam globoko v koroni, v prvem valu odločil, ok, pa zdaj tako je vse pač čudno. Gremo se spomniti, kako smo včasih uživali, kako je bilo fajn in so spet en kontrast mojih otroških spominov, ograda domačega, ne. Zanimivo, še en drug sadež je notri v skladbi Jagode. To se spomnim z domačije, z Cankove, pač so bile tam pač vogračaki, no. Pač jaz sem potem to poimenoval ograd, pa so me vsi spraševali potem, kaj je to ograd, kaj je zdaj ograd. Ja, ograd, pač sadovnjak, slash, karkoli že. Marelice pa moj oče nosil na morju vedno na plažu, kilo njih ponavadi in jih lepo, pridno smo jih jedli in so mi ostale ena taka Magdalenica v bistvu, ne, če se pač na prustovsko, ampak Marelice pa pri meni. Spet pa skladba me je ponesla čez različne poti, ne. Najprej je bila zapakirana v eno tako big bandovsko zgodbo na popevki, potem so se pa vrnili v bistvu k originalu nazaj, ker ta bandovska zasedba je bila pa najprej tudi mišljena. Takrat nam tisto ni uspelo izvesti zaradi različnih teh koronskih omejitev, namreč sodelovali smo z enim italijanskim kitaristom tudi zraven, pa ga takrat nismo mogli pripeljati. Ampak te Marelice, ki so tu in ki začnejo to ploščo, so dejansko ta smerokaz in tudi mogoče kljukica, ne, da ok, zdaj pa si pri tretji plošči že lahko malo dovolim uživati. Marelice. Za začet. To je pesem, ki se mi je ne mudi pet. Nima posebnega smisla kot ta naš ustavljen svet. Pa vendar tebi opišem, da te neha skrbet. A se spomniš še tistih lepih dni? A se spomniš še ograda z jagodami? Kakorkoli obrneš, nikoli več isto ne bo. Kilo marelic na plaži lebdiš nad vodo. Sonce te boža, valovi nosijo. Kakorkoli obrneš, tako
gledal zvezde odeta, prebedela noči. Zrla v biserna jutra v mestu, ki vedno hiti. Veš, kam so šli ideali, dveh stolpov že dolgo več ni. Smeh v daljavi odmeva, ko srce repeni. A se spomniš še tistih lepih dni? Jaz in ti na Podgradu z jagodami. Kakorkoli obrneš, nikoli več isto ne bo. Kilo marelic na plaži leviš nad vodo. Sonce te boža, valovi nosijo. Moreš še petati, misli odplavajo. Kakorkoli obrneš, tako je lepo. Kakorkoli obrneš, res je lepo. Skrbi so na jutri, spomini pa včeraj. Danes le trenutki, v njih pa jaz in ti za zmeraj. Skrbi so na jutri, spomini pa včeraj. Danes le trenutki, v njih pa jaz in ti za zmeraj. Marelice, Marelice. Tako, zdaj sva bila pri Marelicah, ki so bile neka nova pot. Album, na katerem pa so Marelice, to je tvoj 4. album, pa se imenuje Neon srce. Rekla sva, da bova prišla do tega imena, ker je kontradiktorno. Ali pa tudi ne. Lahko bi bilo neonsko utripajoče srce kot zelo ljubeče. Sicer je pa Hazard pel: soj neonskih luči ubija čar noči. Srce pa je sinonim za ljubezen, nekaj zelo človeškega. Neon na drugi strani je pa nekaj zelo, zelo umetnega. Tako je, ampak meni se je zdelo, ko sem gledal vsebino albuma, da je polovica skladb, recimo takih, s katerimi bi lahko šel tudi v disko, oziroma plesnih, dinamičnih, energičnih, pa naj so to celo malo bolj v stilu glasbe 80-ih zapeljane skladbe, ali pa zelo pop formati, kot je novi singel, ki bo išel zdaj Verjet. Tudi udarni rokovski rifi, to nadaljevanje Zlatih časov, Ukradla si mi srce, Najina in tako naprej. Se mi je zdelo, da je pač ta element velikega mesta, velikih lučine, Big Lights, Big City. In tudi jaz sem nekako, rodil sem se v 80-ih, odrasel v 90-ih, MTV generacija, pač ta moment blišča, pa tudi neona. Tudi z Mursko Soboto je ta neon zelo povezan. Če se prav spomnim, so pri Grlecu imeli tudi so to izdelovali, ali pa ne vem, kje je oče hodil okoli. Mi smo imeli pač, oziroma še imamo gostilno, in te neonski napisi, to smo imeli velike oči, pač, ker je bilo wow in pač je utripalo in kako so to zlagali skupaj in pač me je že takrat fasciniralo, ne, saj tudi v filmih, Las Vegas, kaj naredi v bistvu Las Vegas, to je bilo zelo premišljeno narejeno, ne, ta umetna svetloba, ker pač noč ima svojo moč, ampak saj vsi vemo, ne, jaz sem iz vasi, ki ki zelo dolgo ni imela ulične razsvetljave, ne, v bistvu zelo pozno smo jo dobili
In vedno, ko sem šel iz domače gostilne, pa to je bilo še kar globoko v 90-ih, ne, zvečer pač je bilo temačno, ne, in ta tema je pač malo povezana tudi s strahom, zato nekako se mi zdi, da so te luči, pa to, kar smo imeli v gostilni, ne, sem jaz vedno povezoval, naprimer, jaz še zdaj priznam, nisem prav šparven, ker ne maram te, recimo, popoldanske svetlobe ali pa nekega polmraka pač. Se mi zdi, da ta svetloba, ne, ki pač vabi k druženju v gostilni, oziroma znak, tu se nekaj dogaja, sem jo vedno enačil z tem, da ok, gremo se povezati, gremo se družiti, ne bomo sami, ne. In je nekako mi je vedno odganjalo tudi to samoto in to mogoče vaško odmaknjenost, ne, pa je povezovala s tem mestnim utripom. Tako da ta neon je meni ostal v bistvu ne kot nekaj umetnega, ampak celo kot nekaj, kar je povezujoče ali celo toplo na nek način, ne. Meni je to manj hladna svetloba kot ta nova digitalna LED, ne vem, zdaj tehnologija. Tako, ta modra svetloba, kot ji pravijo. Recimo, ne, ampak ja, po drugi strani pa sem razmišljal tako, seveda, ta drugi del albuma so pa balade, srce, moja, tudi naša srčnost, ne, prekmurska. In sem razmišljal, če je srce rdeče, kako lahko srce še bolj žari, ne. Rdeče srce je pač že malo zlorabljeno, Valentinovo kliše, sem pa namenoma hotel tudi malo sprovocirati, ne, ker pač kaj je zdaj neon srce, ne? A je to srce, ki je še bolj kičasto od rdečega srca? Ne, sploh ne. To je pač srce, ki samo še bolj žari za to, kar si želi, ne. In dobro, zdaj, če sem malo kičast, je pa eno podsporočilo tudi tega, ko damo skupaj neon srce, ne, v svetu, kjer spet malo se plazi ta mordorjevska tema, ne. Jaz sem kar ljubitelj teh trilogij Gospodarja prstanov pa to, ne. Ker se mi zdijo te zgodbe tako univerzalne, tudi kako je to narejeno, ne. Se vsi vemo, da gre za pravljice, ampak so pač zelo močni kontrasti med dobrim in zlim, svetlobo, temo, ne. In se mi zdi, da v današnjem svetu rabimo malo tega neona tudi v srcu, da zažarimo, da pač se postavimo naproti vsemu temu, kar je temno, ne, z več svetlobe. Ok, bila sva pri zlatih časih, bila sva pri Marelicah, naslednja, prepuščam ti izbiro. Ja, jaz mislim, da je najbolj neonska Verjet. Okay. Tudi novi singel. Verjet. To je najnovejši, najbolj topel. Čisto sveže, tudi spod je za to narejeno. Ne bova ga razlagala, ne si ga razloži vsak po svoje. Točno Verjet. tako. Danes vzamem sonce v dlan, da posvetlim ta siv dan. Rad bi rešil svet, pa nimam idej. Daj mi samo minuto, prisluhni pesmi tej. Danes nočem verjet, da je ta svet samo za imet. Danes hočem verjet, da le ljubezen lahko reši svet. Verjet. Pusti mi verjet, verjet, da je lep ta svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti, lepo je biti, objeti me.
se zdaj za neprepozno je. Verjet, pusti mi verjet, verjet, da je moj tvoj svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti, lepo je biti objekt imet. Vse, kar želim si. Daj roko, greva stran, v najin varni pristan. Tam ni plastike, fantastike, samo sončni zahodi brez skrbi. Ko te vidim, baby, ti si to, kar duša želi. Verjet, pusti mi verjet, verjet, da je lep ta svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti, lepo je biti objekt živet, neujet. Verjet, pusti mi verjet, verjet, da je lep ta svet. Hočem verjet, da me ljubiš ti, lepo je biti objekt imet. Vse, kar želim si, verjet. Baladero si sicer tudi odrsko prekaljen izvajalec, kar lahko vidimo in slišimo, ampak pravzaprav to ni iztočnica, o kateri bi želel govoriti. So mi pa pri tem albumu Neon srce zelo, zelo zanimiva sodelovanja, med drugim z bratom Aljošo, ki je dvakrat podpisan. Nastajal je v Münchnu, Londonu, mislim, da skoraj ni evropskega studia, kjer ne bi vsaj nekaj nastalo. In ta sodelovanje so, ja, moram reči, da fascinantna. Ja, celo na drug kontinent smo šli spet v Miami, pa vse dol do Sorrenta. Zdaj, to spet ni bil prvenstveno plan. Ploščo sem začel delati z domačimi producenti in glasbeniki, pa sem takrat že sodeloval z Žanom Serčičem, pa Martinom Štibernikom, Jernejem Kržičem, tudi našim basistom, Denisom Horvatom, ki je še en iz teh krajev. Sem videl, ampak okay, to je tvoja zgodba. Ja, to je ta. Potem se je pa spet začelo nekako dogajati to mednarodno sodelovanje, ki se ga očitno ne morem znebiti povsem. Zakaj bi se? Uwe Bossert, če so pri njemu, že moj stalni sodelavec, drugi album, on je sicer kitarist skupine Raymond, vsi poznajo skladbe Supergirl pa tak naprej. Z njim so že drugo ploščo zasnovala in to je vse nekako spet potekalo eno z drugim. Že tudi z njim sem v začetku nastajanja tega albuma začel sodelovati spet in sva bila, on se je vmes preselil v Berlin, oziroma je deloval bolj od tam in je hitro spet prišlo do teh, koga lahko še dodamo, kakšna skladba še rabi in na srečo so se tudi ta nekatera stara glasbena poznanstva iz tujine izkazala, da so še vedno tu, da so plodna in ja, spet imamo na albumu še kitarista Lorenza Cortija, ki dodaja malo te italijanske primesi. Marelice smo recimo, je bilo oblikovanje zvoka končno narejeno v Sorrentu, se pravi, to je pač blizu Neaplja in pač zelo ta Sicilija. Blizu Neaplja. Ja, blizu. Blizu, ja. Malo lanciramo moment, smo tam olivili in se to recimo celo sliši na skladbi. Takoj pač zapelje v nek drug prizvok, ta res poletni pač. In kar mi je bilo še zanimivo, je, da mi je mogoče celo v teh mednarodnih povezavah uspel
tak en veliki med, ker pa je bilo najprej, se pravi, to slovenska produkcija Marelice, ne. Sva z Jernejem Kržičem delala to skladbo, pa so potem razmišljala, ok, nekaj še manjka, bobni niso prav take, kot bi si jih želela. Pa je bil spet čas korone in sem jaz pisal Ashu Soonu, ki je mednarodno pač vrhunski priznani bobnar. Mislim, da najbolj prodajani bobnar Velike Britanije, kar pomeni, da je bil na največ platinastih ploščah in je snemal za Adele, za Dua Lipo, za Sama Smitha in tako naprej, Jamesa Morrisona in tako naprej. In res, ja, lepa zmes domačega in tujega. Si perfekcionist? Ja, v glasbi, ja. Si je. Ja. Sicer mislim, da ne v glasbi, pa skoraj preveč. Vem. To je bilo namreč čisto namensko vprašanje, ker vem, da si perfekcionist, da mora biti produkt, ki ga daš na trg ali pa v javnost, recimo temu tako, dovršen. Tako je, ja. Pa še vedno se mi potem zdi, da bi lahko kaj bolje naredili, ampak ko dam ven, sem miren. Če nisem miren, potem stvari ne dam ven. Mogoče zato tudi ta povezovanja, ne. Da res damo stvarem, ki jih hočemo dati ven, najboljše možne sestavine. In v bistvu ob tej priliki vas srčno vabim na moj jutrišnji koncert v dvorano Gledališče Park, kjer nastopim z bendom in posebnimi gosti. In potem prihaja še Ljubljana. Potem prihaja pa še Cankarjev dom, tisti, ki bi se zapeljali še tja, 16. aprila, Linhartova dvorana, Cankarjeva. Pa Prekmurci imamo v Ljubljano tako rekoč v lasti. Ja, zdaj imamo celo klub. S klubom pa tudi sodelujem, tudi tam bo en mini koncertič, ampak vabljeni na te posebne. Dominik Bagola, oziroma Baladero, zdaj v tem trenutku, najlepša hvala za obisk v našem studiu in seveda bomo veseli, ko bo spet kaj dovršenega izšlo. Jaz se pa tudi z veseljem znova oglasim, pa hvala za povabilo.